Pozdravljeni na mojem kanalu Uršula Zakrajšek, Orakelj luči Oracle of Light. Naj vam najprej zaželim srečno v novem letu 2024, torej želim vam veliko ljubezni, veliko zadovoljstva, veliko obilja in da bi si končno uresničili vse želje, ki ste si jih mogoče že dolgo želeli in jih imate v srcu. Torej, kot sem rekla že v moji Džotiš napovedi, torej to bo leto novih začetkov še vedno, ampak bo pa tudi leto, ko boste lahko končno, oziroma ko bomo vsi končno lahko uresničili naše cilje. No in zato sem se odločila, da pripravim še eno napoved oziroma še en tak zanimiv pogled v novo leto 2024 in tema današnjega branja bojo blagoslovi v novem letu. Torej, kakšne blagoslove boste dobili v novem letu oziroma kakšnih blagoslovov boste deležni v tem letu, ki torej je pred nami, v katerega smo že vstopili. Lahko izberate med 3 skupinami, torej prvim in tem zelenim kamenčkom, drugim in tem vijoličnim in pa tretjo skupino oziroma tretjim kamnom, temle rumenim kamenčkom, torej prvo, drugo in tretjo skupino. Bom pa danes izjemoma gledala v moje karte Rosetta. Tukaj so malo črke obrnjene, ker sem pač tako kamero obrnila, da se prvi, drugi kupček, torej lepo, da si sledijo, ampak seveda tukaj je pač naslov Rosetta in malo obrnjen. Pak to so moje karte, torej izdelala sem jih popolnoma sama, narisala jih je Ina Lutarič, naredila je res izjemno delo, karte so zelo lepe, so pa narejene v srednjeveškem slogu, torej, ker sem si pač izbrala za temo mojih kart srednji vek. To je bilo seveda z namenom. Zakaj sem si srednji vek izbrala? V srednjem veku so bili ljudje v bistvu torej precej odvisni od tega, v katero družino so se rodili, torej njihov položaj v družbi je bil torej odvisen od njihovega položaja, torej je bil deden. To pomeni, da če so se rodili v kmečki družini, so tudi celo življenje bili torej v tej družbi kmečki, če so se rodili v kraljevski družini, so bili celo življenje deležnikih privilegijev, tako kot ponavadi kralji so. Hotela sem pa pač povedati, da imamo pa mi svobodno voljo in da pa seveda se nekateri še danes čutijo, da so ujeti v neke okoliščine. Tako, kot so se takrat ljudje čutili v srednjem veku, ko niso mogli prehajati iz enega stanu v drugega. Če so bili kmetje, so ostali kmetje. Če so bili plemiči, so ostali plemiči. Mi pa danes torej se moramo zavedati, da imamo svobodno voljo in da lahko prehajamo torej iz nižjega položaja na višje, ker imamo svobodno voljo. In zato sem tudi pač 2 pomembna lika dala v moje karte, to je lik služabnice, torej ženske, ki pač služi vsem in dela za druge, in pa kraljice, ki pa poskrbi zase, torej to je lahko tudi moški, torej ni važno, ali je to ženska ali moški. Torej, to je simbolno, služabnik, služabnica, torej nekdo, ki dela samo za druge, ne skrbi zase, in kraljica, nekdo, ki začne skrbeti zase. Torej, dobro je, da mi v tem življenju torej ugotovimo, da če bomo zase poskrbeli, potem bojo tudi drugi okrog nas v redu. In zato je ta preskok zelo pomemben, torej od služabnice, da pridemo k kraljici. In zato je tudi kraljica narisana torej na prvi, torej na uvitku teh mojih kart Rosetta. To moje karte Rosetta lahko tudi kupite, zraven dobite tudi zelo lepo škatlico, spodaj v opis bom prilepila link, pa si to lahko pogledate. Torej, če kupite karte Rosetta, zraven dobite še priročno škatlico, povsem brezplačno. No, zdaj pa kar začnimo z našim branjem, da ne bom predolga. Torej, prvi, tisti, ki ste izbrali torej tale zelen kamen, torej kakšni blagoslovi vas čakajo v letu, v katerega smo že vstopili. Kakšni blagoslovi vas čakajo? Kakšni blagoslovi vas čakajo? Pa poglejmo. Kaj vas čaka?
kakšno bo za vas to leto, kakšni blagoslovi vas čakajo v tem letu. Zdaj tole bom malo premaknila, zato da se bojo karte malo bolj videle. Zelo zanimivo bo za vas tole leto. Torej, osrednja karta pri vas, torej je vitez z zmajem. Torej, vitez z zmajem, karta, ki nakazuje, da boste v letošnjem letu imeli torej veliko izzivov. Torej, ta karta v osnovi pomeni težke razmere in pogajanja. Torej, morali se boste pogajati za tisto, kar si želite. Bo pa vaš blagoslov ta, da boste dejansko stopili iz cone udobja oziroma iz občutka, torej, bom rekla, iz občutka ponižnosti in se boste začeli boriti za tisto, kar vi želite. Ampak boste pa zelo težko dobili tisto, kar si želite. To je pa dejstvo. Torej, ta karta kaže na neke težke razmere, torej na težka pogajanja, torej tisto, kar boste želeli uresničiti, kar boste želeli doseči, do tega boste prišli s težavo. Je pa zanimiva tale karta, ne, letošnjo leto torej Kitajci bojo stopili v novo leto kmalu in to bo leto zmaja, tako da je zanimivo, da se je tale karta pokazala, ne, ker tukaj je tudi narisan zmaj in seveda pri tem, da dosežete nekaj, vam lahko ta energija zmaja pomaga. Torej, vam svetujem, da na severovzhod svoje hiše date kakšno simboliko zmaja, kakšno sliko, kakšen kipec ali pa kakšen lesen element. To tudi zelo podpira tega zmaja in pa kaj zelenega. Turkizna barva, mislim, da je barva torej, tega leta. Ampak ja, torej, kar boste hoteli, kar boste želeli uresničiti, bo torej kar zahtevno. V preteklosti ste se soočali z nekimi težjimi stvarmi iz preteklosti, torej morali ste pustiti 2 stvari za sabo, to je lahko karkoli. To so lahko osebe, lahko ste koga izgubili, lahko ste s kom se razšli, lahko ste mogoče razčiščevali neke stvari iz preteklosti, ki so vas zelo bremenile. Zdaj, nekateri bi lahko imeli tudi težave z alkoholizmom ali s kakšnimi drugimi odvisnostmi, oziroma v preteklem letu ste se precej ukvarjali sami s sabo in z vašimi vzorci. Ti vzorci so bili pa povezani z nekimi preteklimi izgubami, lahko tudi z odvisnostmi. Drugače ste si pa želeli samote, lahko bi se tudi kaj izobraževali, pridobili ste neko modrost, novo neko znanje, tako da verjetno so se veliko ukvarjali sami sabo. No, v tem letu torej pa imamo neko, bom rekla, torej težka pogajanja, torej tisto, kar boste želeli, torej če boste želeli, da pridejo blagoslovi v vaše življenje, oziroma blagoslov vašega leta bo to, da boste končno torej se nehali toliko ukvarjati sami s sabo, v povezavi z drugimi, ampak boste zdaj prišli torej iz vloge žrtve v vlogo osebe, ki se želi postaviti zase, zato ker boste zdaj hoteli določene stvari doseči, ampak kot sem rekla, borba bo. Torej težko boste dosegli. Ob tem bi vas lahko spremljala žalost in pa z določenimi ljudmi, ne, spodaj se je pojavil rabelj, boste morali prekiniti. Torej, z nekaterimi ljudmi se ta pogajanja ne bojo išla, torej ne boste mogli svoje doseči in boste morali torej, tukaj narediti spremembo, torej s temi ljudmi ali prekiniti ali pa začeti drugače delati, ker ne bo šlo, ne, drugače. Torej, vi že nekako veste, da so rešitve v vas, da so pač odgovori v vas. In lansko leto ste se veliko ukvarjali s tem, da ste se spraševali, kaj pa jaz narobe delam, kakšne strahove imam v sebi, kakšne travme imam v sebi, kakšne podzavestne vzorce imam v sebi. Ste se veliko s tem ukvarjali, nekaj ste že naredili v zvezi s tem. In ste se seveda spopadali tudi mogoče z neko melanholijo čustveno, lahko z depresijo celo, lahko z res psihičnimi težavami. Tudi ste imeli občutek osamljenosti, izolacije, tudi spolna energija vam ni tekla tako, kot bi vam morala. Zdaj pa, torej vam pa kaže, da je pa ta vaša energija močnejša, to je energija druge čakre, to je energija, oziroma to je druga čakra, čakra ustvarjalnosti.
Torej, pri vas bo zelo v ospredju v letu 2024 torej, želodec, torej energija tretje čakre in pa druge čakre, torej spolni organi. Tako da morate biti tudi pazljivi pri zdravju v zvezi z temi organi, drugače pa morate paziti tudi zobe. Drugače pa doživeli boste neko močno preobrazbo, verjetno ste že stopili vanjo. Ne smete imeti iluzij, da bo se to hitro končalo, tudi če vi imate lahko nek konflikt v sebi ali z nekom drugim. Lahko je to na poslovnem področju, osebnem področju in vaš izziv tega leta bo to premagati, blagoslov bo pa, da se boste končno postavili zase. Ob tem bi bili lahko žalostni, ne smete si delati iluzij, ker včasih si jih. Lejte, situacija se bo umirila, ko boste z določenimi ljudmi prekinili ali pa ko boste se prenehali kregati, torej, da bi dosegli neke stvari. Ker vi boste zdaj v tej energiji postaviti se zase in bi se potem znali veliko prepirati zaradi tega, ampak boste v sredini leta ugotovili, da to mogoče ni taka rešitev, pa boste neke stvari se nehali boriti, boste morali odnehati, ne bo šlo drugače, ker vam bo to tudi vzelo veliko energije. Ampak vseeno je blagoslov, da boste dobili moč, da se končno postavite zase. Ob tem ne smete biti preveč naivni, torej v prihodnosti, torej vam kaže kraljična, torej ne smete biti preveč naivni, da bo vse šlo z mogoče neko prijaznostjo. Zadeve se bojo sicer umirile, samo ne smete spet pasti iz tistega, torej vi se boste borili za nekaj, potem pa ko boste odnehali, da boste spet preveč prijazni. Torej, to je past za vas. In blagoslov bo, da se boste uprli, ampak morate vztrajati pri tem, kar želite. Torej, ne takoj past spet v tisto ravnodušnost. Vam pa karte kažejo, da se pa morate boriti, torej ne preveč divje, ampak z neko nežnostjo, z milino, torej, da ste občutljivi na potrebe človeka, ki je pred vami, torej ne glede na to osebnem ali poslovnem nivoju. Zelo pomembno bo torej, da niste preveč grobi, potem boste stvari tudi lažje dosegli. Torej, ob tem, ko se boste borili zase, pričakujte, da vam bojo ljudje zmetali v obraz marsikaj, torej, da bi vas znali tudi ponižati in da bi vam znali očitati stvari za nazaj. Torej, ko se boste bom rekla, nekako postavili zase, bi bili lahko žalostni zaradi tega, ker vam bo pač nekdo želel torej stvari za nazaj pogrevati, ker vam bo vse zmetal, ker mu ne bo prav. Vi se pa ob tem, torej vam svetujem, da se vseeno trudite, da ste vseeno torej, na nek način nežni, da niste pregrobi, ampak morate pa vedno paziti, da ne padete nazaj v ta soodvisni, torej v odnos, kjer ste preveč odvisni od nekoga drugega oziroma se mu preveč spet podrejate. Torej, to pa morate paziti celo leto. Imeli boste stik tudi z neko osebo, ki zna biti zelo manipulativna, tako da ta oseba, ko se boste zase postavili, torej v osebnem ali poslovnem odnosu, bi vas znala nekako zmanipulirati oziroma vas bo želela zmanipulirati in zato vam bo vse vrgla v obraz, kar ji ne bo prav. In zato bo to v letošnjem letu za vas precejšen izziv. Torej, če je to odnos oseben, pomeni, da lahko doživite v tem letu eno strastno ljubezensko vezo, ki bo pa zelo težko obstala, zato ker si boste s partnerjem, torej to bo izpekla do raja, tako kot poje plastenjak. Torej bo zelo strastno, ampak bi vas pa znalo tudi zelo vznemiriti. Zato, ker boste se s to osebo precej prepirali, če to oseba iz preteklosti, potem bo neko očitanje za nazaj, ta oseba bo do vas zelo, bom rekla, groba na nek način, torej učitala vam bo stvari za nazaj in z vami želela manipulirati, zelo bo tudi preračunljiva, da bi vas spet speljala na staro pot, da bi se spet prilagajali njej. In to vam svetujem, da ne naredite, zato ker vaš blagoslov v letošnjem letu bo, da se boste končno zase postavili za svoje cilje, za svoje interese. In če je to ljubezenska veza, tudi v ljubezenski vezi moramo neke meje postaviti. Ne samo v poslovnem odnosu. Če je pa to poslovni odnos,
pa prav tako pomeni torej veliko borbe, jeze, agresije, težka pogajanja bojo, torej določene stvari se pa bojo morale spremeniti. To velja torej tako za ljubezensko kot tudi za poslovno veze, torej spremembe so na vidiku, so neizogibne, pazite, da ne padete nazaj v iste vzorce, kot ste jih bili deležni v letu 2023, da se postavite zase, sicer na lep način, ampak vseeno vztrajate in pazite se res manipulacije, torej da vidimo, kako se bo to končalo. Na koncu se je pokazal ranjenec, torej utrujeni ste že, ranjeni ste že, te so pa kar padle ven. Ja, torej zelo se počutite ujeti v situacijo in imeli ste v preteklosti občutek žrtve, tako kot sem zdaj razlagal, to je potrditev, boste pa v tem letu začeli bolj skrbeti zase, kraljica se je pokazala, torej boste prišli iz nekaj pasivnega stanja v aktivnost, boste se postavili zase v odnosih, poglejte, služabnica, vitez, mečen in zaljubljenca, torej če boste delali na tem, da boste govorili resnico, da boste povedali svojo resnico, da boste izrazili tisto, kar čutite, boste iz energije služabnice, ko ste vsem ugajali, prišli do nekega odnosa, poslovnega ali osebnega, ki bo, bom rekla, odnos vzajemnega dajanja in sprejemanja. Torej, kolikor boste tudi vi dali energijo drugim, boste tudi dobili nazaj. Torej, vzajemno dajanje in sprejemanje, to bo tudi za vas blagoslov tega leta. To je to. Dobro vam kaže, samo držite se tega, kar sem vam rekla. No, to je za prvo skupino vse, zdaj pa kar gremo na drugo skupino. Torej, druga skupina in tisti, ki ste izbrali tale vijoličen kamenček, kakšni blagoslovi pa vas čakajo v novem letu 2024, kakšni blagoslovi pa vas čakajo v novem letu 2024. Pogledamo v moje karte Rozeta. Karte Rozeta lahko tudi kupite. Če boste jih kupili, torej dobite poleg tudi čudovito škatlico rdečo, da jih potem tudi nekam lahko shranite. Opis oziroma v opis bom prilepila link, tako je. No, kaj je zdaj z drugo skupino? Torej, kakšni so blagoslovi v novem letu za drugo skupino? Pa poglejmo. Kakšni so pa vaši blagoslovi? To so pa podobne energije, kot so bile prej. A nisem dobro karte zmešala? Zelo podobne energije, torej, če vas je mogoče prva skupina privlačila, mogoče si tudi prvo lahko pogledate, ker so zelo podobne energije, ampak je pa malo drugače, no? Je malo drugače, torej vi imate občutek ujetosti, torej, vi imate občutek ujetosti, torej, v preteklosti ste se soočali z enimi zelo težkimi razmerami, torej, s težkim pogajanjem, ste se postavili zase, ampak vam je bilo zelo, zelo težko. To bi zdaj bilo lahko v osebnem, v poslovnem odnosu, ste nekaj novega začeli, ampak vam je bilo zelo težko. Lahko ste imeli tudi neko hudo konkurenco, torej stik, posebej, če ste privat ali pa če delate svoj posel, pa tudi, če ne, no, bi lahko torej se soočali z neko hudo konkurenco ali pa z ljudmi, s katerimi se je zelo, zelo težko dalo dogovoriti. In tudi ste padli v neke težke razmere, lahko torej na osebnem področju doma, lahko pa tudi v službi. In ob tem ste se soočili sami s sabo, s svojimi podzavestnimi vzorci, programi, škodljivimi programi, za svojo paradigmo, ne? Paradigma, to so torej vsi škodljivi vzorci, ki jih imamo v sebi, tudi naša prepričanja, ki so tudi lahko na nek način škodljiva oziroma nam škodijo. In ste se s tem soočili ste se sami s sabo, torej v tem procesu, ko ste se pač borili, ko ste se prepirali, torej pogajali. To je bilo zelo strastno, ker precej divje, ker imamo tukaj tudi požiralca ognja, torej
Zaradi tega tudi sklepam, da je bila to neka nova situacija za vas, ampak se je kar dolgo vlekla v letu 2024. Trenutno vam pa kaže neka prekinitev sicer tega, ampak da se pa vi čutite ujeti v neko določeno situacijo. Torej, ali se zadeva za vas ni dobro končala, torej, da niste se spogajali tega, kar bi radi. Lahko ste se tudi kaj izobraževali, pa je bilo tukaj zelo, zelo težko. Ampak še vedno ste ujeti v neko situacijo, torej imate občutek žrtve. Lahko bi se soočali tudi s kakšno depresijo, melanholijo, torej, ali pa ste zelo, zelo, torej, bom rekla, ali pasivni, ali pa torej, ne vidite neke svetlobe za naprej. Torej, neke stvari boste morali spremeniti, torej tale rabelj govori o tem, da je to za vas neke vrste preobrazba. Ste se že v preteklosti in tudi zdaj ste se začeli usmerjati v neke nove stvari, imate nek cilj, ampak se čutite ujeti. Torej, mogoče se vam zdi, da tega ne boste mogli uresničiti, kar si želite, ali pa da je preveč težko, ali pa da imate neke ovire na poti. V prihodnosti, torej v tem letu, se boste tudi čutili osamljene, iskali boste rešitve, torej vi ste se nekam že usmerili. In tukaj boste torej iskali neke nove rešitve, imeli boste občutek, da ste sami na tej poti, sprejeti boste morali v tem letu 2024 eno zelo, zelo pomembno odločitev, ki bo vplivala precej na vaše torej nadaljne življenje. Drugače pa vam karte kažejo, da boste morali da se boste znašli, torej, in da boste mogoče bolj delovali, bolj preračunljivo, kot ste pa v preteklosti. Ker mogoče ste bili v preteklosti bolj odkriti, pa ste se zato tudi znašli v neki težki situaciji. Boste bolj preračunljivi, lahko bi pa tudi imeli stik z osebo, ki je preračunljiva, ki vam laže, ali pa vam je zavisna. Ampak jaz bi rekla, da boste tudi vi mogoče, bom rekla, na nek način, ne boste več tako odkriti do drugih, kakor ste bili v preteklosti. Ker ste pač doživeli nekaj težkega in to vas zdaj zelo bremeni. Za vas bi bila zelo dobra kakšne vaje dihanja, to tudi jaz učim, torej povezano dihanje, zato da bi se res soočili s temi svojimi travmami notranjimi, da bi jih ozavestili in tudi razrešili. Ampak kakšno mantranje bi vam zelo pomagalo, zato da boste začeli videti svetlobo, ker zdaj vam je zelo težko. No. Sicer ste se usmerili v neke stvari, odločitve so pred vami, ampak ne bo tako enostavno. No, tukaj se je tudi kmet pokazal, zelo vas bo v tem letu zanimalo tudi delo. Tudi tukaj doživljate torej neke težje stvari, težka pogajanja, ponižanje. Sicer se še kar nekako držite, poskušate zase poskrbeti, ampak je kar težko. Tudi ste žalostni, torej to bi bila lahko tudi kakšna depresija. Paziti morate res psihično stanje. Torej, zdi se vam tudi, da se morate drugim prilagajati. Boste pa naredili v sredini leta eno spremembo in malo tvegali, začeli malo drugače delati. Lahko bi se udeležili tudi kakšnega potovanja, pa bi vam to zelo pomagalo pri vašem razvoju. Neka spremembo že zdaj doživljate. Čutite, da ne želite biti več v tej energiji. Boste pa celo leto tudi iskali rešitve. Iskali samega sebe, tako da jaz bi vam svetovala kakšno potovanje. Lahko bi se zapletli tudi v kakšno avanturo v letošnjem letu, torej vaš blagoslov bo odločitev, ki jo boste sprejeli v naslednjem letu. Ta bo zelo vplivala na naprej. Torej, blagoslov bo tudi, da boste dobili priložnost, da se boste ukvarjali bolj sami s sabo. Mogoče boste dobili enega mentorja, ki vam bo pri tem pomagal. Karte vam kažejo, da bo vse v redu. Imate pa letošnji blagoslov, torej blagoslov v vašem letu, oziroma blagoslov za vas v tem novem letu je tudi, da imate zaščito in da se nič ne bojte. Torej, pri tem vašem spreminjanju, tudi če se bodo določene stvari končale, ali so se v odnosu nekem ali v službi, torej lahko se je poslovni odnos končal, lahko se še bo, lahko se
je osebni odnos končal, vse še bo, ker je še v prihodnosti, torej ste v procesu končevanja, verjemite, da bo vse v redu. Da bo vse v redu, pejte na eno potovanje, sprostite se, vse bo v redu, ste pod zaščito, zaupajte. Zaupajte vase, zaupajte, da bo vse dobro. To je to. No, to je za drugo skupino vse. Zdaj pa gremo kar na tretjo skupino. In na tiste, ki ste izbrali tale rumeni kamenček. Torej, pa poglejmo, kaj pa vas čaka. Kakšni so pa vaši blagoslovi v tem letu? Tako da se ga bo malo videlo. Kamenček. Torej, kaj pa vas čaka? Kakšen je pa vaš blagoslov, oziroma blagoslovi, kateri blagoslovi vas čakajo v novem letu? Torej, tretja skupina. Tretja skupina, kateri blagoslovi jo čakajo. Tretja skupina. Ena karta kar ven padla, pa jo bomo kar tukaj dali. Vi boste pa bolj ambiciozni, bolj pogumni, ste že to že pokazali, da vidimo, kaj vas še čaka. Kakšni blagoslovi? To je pa malo bolj pozitivna skupina. Pa spet težka razmere in pogajanja, pa kaj je danes to? Čisto vse tri skupine so dobile tole karto. Kaj to pomeni na kolektivni ravni? Pomeni, da se veliko borimo zase, da se pogajamo, da ljudje ne popuščajo, tudi mi ne, da smo v energiji borbe. Ja, je tudi res, da se dogajajo dve vojne. Torej, lahko tudi pričakujemo, da bo v novem letu, torej veliko stavk, to sem že povedala, že nekaj časa nazaj, pa tudi v letošnjem letu, da se bojo stavke nadaljevale, torej Saturn je v vodnarju, torej deprivilegirane množice se bojo borile za svoje pravice, veliko bo stavk, tudi veliko se bo dogajalo na področju sodstva, pa že zdaj vidimo, da bo verjetno stavka, ali je že bila, na področju šolstva, torej pogajanja bojo, težke razmere bojo. Spremembe se pa tudi bojo morale zgoditi. Torej, kaj zdaj za tretjo skupino, kakšen je vaš blagoslov? Torej, blagoslov je, da boste se postavili zase in se boste borili za tisto, kar vi mislite, da je za vas prav. Torej, v preteklosti ste bili zelo ambiciozni, ste verjetno začeli nekaj novega, nekaj novo idejo, imeli ste velike ambicije, predvsem na poslovnem področju. Če pa to velja za osebni odnos, ste se pa zelo trudili, tudi na osebnem odnosu, oziroma na odnosih na splošno, ampak vam kaže tukaj prepiri. Torej, bili so prepiri, bili so spori, konflikti, ki trajajo še zdaj. Torej, v komunikaciji, torej še vedno, zdaj z vstopom v to leto 2024 je vaš blagoslov, da se še vedno, bom rekla, da še vedno stojite trdno na svojih nogah in komunicirate in se borite zase. Torej, lahko za službo, lahko privat, torej lahko v nekem osebnem odnosu. In to se bo še nadaljevalo. Torej, boste še vedno se postavili zase, ta energija bo celo leto, želeli boste neke stvari doseči, ampak bo to zelo težko. V letošnjem letu drugače bo blagoslov tudi, da boste dobili neko zelo, zelo dobro ponudbo, ampak morate biti pri tej ponudbi pazljivi, ker bodo neke stvari, ki ne bojo točno dorečene, bojo nejasne, nedodelane, nedorečene. To sem tudi pri Džotiš napovedi povedala, da določene stvari bomo speljali, da bojo ponudbe, da bojo novi začetki in da bomo dejansko tudi lahko uresničili stvari, ki smo si jih zamislili. Vi boste dobili neko dobro ponudbo, ampak dobro preberite drobni tisk. Torej, sirena kaže, da bojo neke stvari nejasne, lahko bi, torej, tle pomeni ta iluzija in zapeljevanje, torej neke iluzije, da bi bilo nekaj bo prelepo, da bi bilo dejansko res dobro, no. Ampak je pa to za vas dobra stvar, torej, če boste dobro se pozanimali, če boste tudi rešili neke stvari za nazaj, torej morate neke stvari za nazaj še rešiti, dve stvari, poslovno ali pa osebno, torej to seveda velja, lahko osebno dobite neko tako ponudbo za neko vezo,
ki bo zelo strastna, lahko pa v poslu dobite neko ponudbo. Zdaj, če imate svoj posel ali pa tako nasplošno, lahko dobite veliko ponudb v naslednjem letu. Torej, Vitez čašo nakazuje na neke ponudbe poslovne, lahko jih bo veliko v naslednjem letu, verjetno bosta pa dve najbolj pomembne, tako bi rekla, ampak pazite, da boste prej stvari ostale uredili, da boste ostale stvari dokončali, potem se pa šele tega lotite in pa poglejte drobni tisk, bo pa to za vas zelo dobro, saj vam bo prineslo jasnost, luč, torej na koncu se je pokazala prižigalka luči, to je ena najboljših kart v mojem kompletu, in pa kočijaž, torej premaknili se boste naprej, ampak ne preveč gledati v preteklost. Torej, če boste dobili ponudbo, več ponudb ali pa dve pomembne ponudbe, torej je zelo, zelo pomembno, da rešite stvari za nazaj, da dokončate stvari za nazaj, da se dogovorite za nazaj. Mogoče bo glede tega bojo neka težka pogajanja, da boste želeli nekaj novega, pa boste morali še za nazaj urediti, pa boste prišli v neke konflikte ali pa neke težke situacije, ko bo to težko urediti, pa boste pač prisiljeni, tudi to je možno. Drugače prižigalka luči kaže na nek tudi osebni razvoj, če je to ljubezen, neko novo strast, torej neko vezo, če je to posel, neko novo izobraževanje v poslu ali pa nek nov projekt. Drugače boste zelo pridni, delovni, čakajo vas tudi pomembne odločitve. Torej, ampak blagoslov vaš bodo res te ponudbe, torej veliko boste tudi komunicirali, ljudje bojo odprti do vas, tudi vi boste do njih in pa neka možnost, bom rekla, izobraževanja in tudi stvari vam bojo precej bolj jasne, kot so vam bile prej. No, kaj vas še čaka, tretjo skupino, pazite na zdravje, torej nekaj v zvezi z zdravjem boste rešili, prekinili določene vzorce, začeli bolj skrbeti zase, ker tale grad kaže na to, da omejimo energijo, da pač začnemo paziti energijo in glede na to, da ste bili v preteklosti lahko bolni, lahko nemočni, lahko, ne vem, se vam je karkoli dogajalo, za kakšno žensko bi to lahko tudi pomenilo, da je splavila mogoče, ali pa kaj podobnega, upam, da ni bilo to, kaj tazga, ampak lahko bi to bilo, ker je bila neka prekinitev. Lahko tudi pomeni, da se vam je neka bolezen izboljšala, torej ampak zdaj boste zelo začeli paziti, kam dajete energijo, komu jo namenjate, boste precej bolj rezervirani, kot ste bili prej. To sem vam tudi že prej pač je kazalo, da ste se določene stvari naučili iz preteklosti. Lahko bi tudi končali, prekinili z ljudmi, ki so vam jemali energijo. Tudi to bi bilo možno. Boste tudi v prihodnosti postavili zelo dobre meje drugim, torej ne boste več pustili, da oni uravnavajo z vašim življenjem, boste vi, no in pa imate tudi dobro vilo, torej lahko boste v tem letu tudi izkoristili svoje talente, torej mogoče bo to povezavi s to ponudbo, več ponudbami, da boste lahko izkoristili darove, svoje talente, to so neke nepričakovane priložnosti, dobre priložnosti, uresničenje želja, tako da vam zelo, zelo dobro kaže tretji skupini, no, zelo lepo, torej, lepo. Bodo blagoslovi dobri za vas. No, to je za tretjo skupino vse. Torej, naj še enkrat povem. Torej, če želite kupiti moje karte, jih seveda lahko kupite, spodaj v opis bom prilepila link, poleg dobite tudi lepo rdečo škatlico, tam, ko bom torej v opis prilepila link, tam kliknete, pa se vam boste tam tudi pač videli vse karte, škatlice, tudi tam je opis, kaj vam te karte prinašajo, kakšne so te podobe, torej zelo so te karte tudi energijsko močne, saj imate na zadnji strani rozeto. Rozeta vam pomaga, da vse, torej, kar je na teh kartah, če je negativno, vam pomaga, da te negativne stvari preobrazite, če je pa pozitivna karta, potem pa vam pomaga, da hitreje stvari uresničite, zato ker v bistvu rozeta je kolo sreče. Ampak to imate tudi tam zelo lepo razloženo, tako da to je to. Za danes želim vam lep dan in vas še naprej pozdravljam.